Vodnik po presojah namenja zajeten del pozornosti posebnostim, ki izhajajo iz visokošolskega polja. In sicer posebnostim poučevanja, posebnostim stopenj in vrst študija, posebnostim njegove disciplinarne vpetosti in pa nekaterim institucionalnim posebnostim. Začenjam s posebnostmi poučevanja. K temu je mogoče pristopati generično ali pa disciplinarno specifično. Bolj ko problematiki kakovosti poučevanja pristopamo generično, bolj nas zaznamujejo impulzi, ki prihajajo iz zunanjega okolja, recimo iz gospodarskega okolja. Bolj ko pa se k problematiki kakovosti poučevanja približujemo disciplinarno specifično, bolj je jasno, da ga pravzaprav odločilno zaznamujejo discipline, vsaka po svoje. Pri mišljenju o kakovosti poučevanja je potrebno razumeti njegove 3 osnovne ravni, in sicer kvalifikacijsko, socializacijsko in subjektifikacijsko. Torej, zanima nas usposabljanje posameznika, njegovo umeščanje v družbo, kultivacija in pa njegova osebna rast oziroma osebna avtonomija, razvoj osebne avtonomije. Svoboda poučevanja je v slovenskem visokem šolstvu uzakonjena, torej je nadrejena merilom za akreditacijo, v katerih pa je sicer vpisan kot sedaj aktualen in pomembnejši pristop na študenta osredinjeno učenje. Pristopi pa so različni. Poleg tega, ki pripada konstruktivističnemu pristopu, imamo tu še razsvetljenski pristop, kritični, progresivni, poklicni in znanstveni pristop. Te pristope v besedilu za vodnik po presojah razdelam in pravzaprav vas ne želim prepričati v pravilnost njihovih opredelitev, ampak naj služi ta skica zgolj temu, da so pravzaprav pristopi k poučevanju zelo raznoliki in da se v njih poudarek na 3 ravneh, na kvalifikacijski, socializacijski in subjektifikacijski, precej razlikuje. Tako je recimo jasno, da je za progresivni pristop posebnega pomena recimo subjektifikacijska raven in z njo povezan vidik emancipacije. Pri poklicnem pristopu pa je vsekakor zelo pomembna usposobljenost posameznikov in s tem kvalifikacijska raven. Da pa bo mera polna, je treba to raznolikost pristopov povezati tudi z različnimi koncepti kakovosti. Učitelj se lahko glede na različne pristope, pa tudi glede na različne koncepte kakovosti, primarno pozicionira v vlogo nekakšnega vzgojitelja, ki je odgovoren za omiko, lahko se postavi v vlogo nekega mojstra, strokovnjaka, lahko je le nekakšen, ne le, pač je inštruktor oziroma nekdo, ki podpira študij, lahko pa igra tudi kakšno drugo vlogo, recimo nekakšnega emancipatorja. Zato je možno presojo poučevanja usmerjati v različne smeri. Recimo, pri njej lahko dajemo pozornost kazalnikom, nekim objektivnim lastnostim poučevanja. Govorim o pristopu kakovosti kot skladnosti s predpisi ali pa organizacijskimi cilji. Lahko gledamo na kakovost poučevanja z vidika zadovoljstva s poučevanjem, kakovost kot ustreznost namenu. Lahko poudarjamo učno izkušnjo in v tem primeru nas zanima ta konstruktivistični pristop in na študenta osredinjeno učenje. Lahko nam je pomembna zaposljivost in pravzaprav presojamo kakovost poučevanja po tem, kako
zaposljivi so diplomanti. To bi bila kakovost z ekonomskega vidika. Če se pri presoji kakovosti poučevanja posvečamo organizaciji in sami učinkovitosti izobraževalnega procesa, potem je morda za nas zanimiv ta upravljavski in organizacijski pristop k kakovosti. Če pa nas zanima akademski pogled na kakovost, pa nam je recimo v ospredju omika in znanstvenost, ki se razvija s poučevanjem. Zdaj pa je v bistvu ključno vprašanje, kaj je sploh dobro poučevanje, če torej ne mislimo na vse te različne pristope k poučevanju in če ne pomislimo na različne koncepte kakovosti. To je namreč ključni izziv za presojo kakovosti, ker do sedaj se je pokazalo, da smo pravzaprav pri presojah kakovosti poučevanja dali večji pomen objektivnim kazalnikom in da smo nekako kakovost poučevanja presojali dokaj površinsko. Presojali smo recimo na način, da smo preštevali recimo števila pedagoško-andragoških izpopolnjevanj ali pa da smo opazovali možnosti za pedagoška izpopolnjevanja. Zanimala nas je recimo povprečna ocena študentov ali pa neki deleži prehodnosti, stopnje do končanja študija. Tudi če smo gledali recimo na zaposljivost diplomantov in se izrekali o kakovosti poučevanja, pa nismo mogli mimo težave, da smo pravzaprav opazovali neke kazalnike, neke objektivne lastnosti, ki morda s samim poučevanjem in njegovo kakovostjo niso neposredno povezani in ki so odvisni tudi od nekaterih drugih dejavnikov. Tak dejavnik je lahko recimo sama razvitost regije. In to je v bistvu težava številnih rešitev presojanja kakovosti po Evropi. Pravzaprav se ta težava stopnjuje tudi v tem, da pri ocenjevanju oziroma izrekanju priporočil za izboljšanje, pa zaradi pomanjkanja nekih vsebinskih premislekov o kakovosti poučevanja priporočamo zgolj nove tehnike, nove metode, nove pristope, brez da bi torej prepoznali njihovo vrednost in da bi mislili na njihove učinke. Tako pravzaprav priporočamo zgolj najnovejše trende, ki so neredko politični. Večji poudarek so dosedanje presoje dale na učinkovitosti pedagoškega dela in na študentskem mnenju, ki pa je pretežno povezano z zadovoljstvom. Primanjkovalo pa je tistih poudarkov, ki izhajajo iz strokovnih pogledov na kakovost poučevanja. Torej, primanjkovalo je nekih strokovnih diskusij z učitelji o tem, kaj je zanje dobro poučevanje, v čem je po njihovem mnenju njihov pouk uspešno deloval in dobro, v čem pa ne. Potem prihajamo k posebnostim stopnje in vrste študija. Te so v predpisih dokaj obsežno določene, še posebej njihova kvalifikacijska raven. V mislih imam Zakon o visokem šolstvu, ki razmeji vse 3 stopnje študija in potegne tudi ločnico med visokošolskim in univerzitetnim študijem na 1. stopnji, vendar ta ločnica je nekoliko zabrisana in pravzaprav omogoča, da se lastnosti visokošolskega in univerzitetnega študija kar do velike mere podvajajo, prepletajo. Predpisi nalagajo tudi, da strokovnjaki presojajo ustreznost oziroma kakovost študijskih vsebin glede na stopnjo in vrsto študija in pravzaprav od strokovnjakov pričakujejo, da so na te posebnosti pozorni, da jih imajo v mislih. Dosedanje prakse, torej dosedanje presoje so razkrile,
da so se posebnosti stopenj in vrst študija prav tako presojale nekoliko pomanjkljivo in površinsko. Prihajalo je do občasnih spodrsljajev pri upoštevanju posebnosti stopenj in vrst študija. Te posebnosti vam torej podrobneje predstavlja besedilo, ki je podlaga za vodnik po presojah, in v presojah smo recimo zabeležili primere, ko se je posegalo v zaključna dela na univerzitetnem študiju na prvi stopnji in ko se je recimo predlagalo ukinitev diplomskih del. Imamo pa tudi nekaj dobrih izkušenj. V mislih imam recimo strokovnjakinjo, ki je dobro odreagirala, ko je opazila, da v bistvu visokošolski zavod ukinja diplomo na univerzitetnem študiju in je preučila, da so znanja, sposobnosti, ki jih študent razvije s tem, ko se pač prvič sooči z pisanjem znanstvenega dela in znanstvenimi izzivi, da so te sposobnosti in znanja umanjkale pri nadomestnih predmetih in da pravzaprav ti nadomestni predmeti tudi niso ponudili nekih veščin pri pisanju, argumentiranju, dokazovanju. Torej je uspela ubraniti nek verjetno kar pomemben sestavni del univerzitetnega študija. Nadaljnji primer bi lahko ponazorili z posegi v doktorski študij, kjer recimo strokovnjaki občasno predlagate vnašanje nekih splošnih, bolj osnovnih vsebin, ki potem krnijo oziroma omejujejo tisti čas in tiste možnosti, ki jih doktorand posveča delu na raziskovalnem problemu. Tako smo imeli recimo nekaj predlogov uvajanja nekih osnovnih praktičnih vaj na doktorski študij ali pa primere uvajanja spoznavanja področne zakonodaje. Prav tako imamo primere, ko se v predmetnik vključujejo določene mehke veščine, povezane z prijavljanjem raziskovalnih projektov in delanjem v znanstvenem okolju. Vsekakor so te sposobnosti in znanja pomembni, vprašanje pa je, ali sodijo na doktorski študij, ali jih mora pač posameznik razviti v delovnem okolju oziroma na predhodnih stopnjah študija. Kar smo prav tako opazili na sistemski ravni, pa je pomanjkljivo ločevanje med nezainteresiranim uporabnim ter splošnim in specializiranim študijem. V mislih imam to, da so bili univerzitetni študijski programi prve stopnje pogosteje precej bolj kritično ocenjeni kot visokošolski strokovni študijski programi. In sicer pri vprašanju uporabnosti, namennosti študija. Disciplinarne posebnosti študija so naslednja lastnost, ki si jo bomo skušali razložiti, in sicer gre za to, da lahko pristopamo k kakovosti študija tudi skozi vidik, da discipline odločilno zaznamujejo tako poučevanje kot ustvarjanje znanja. Torej disciplinarne kulture in njihovi kriteriji so tisti, ki najbolj odločilno vplivajo na kvalifikacijo, socializacijo in subjektifikacijo. Prav tako pa odločilno zaznamujejo ustvarjanje znanja. Torej, diplomanti se razlikujejo po tem, da so aplikativci, da so teoretiki, da so analitiki, da so ustvarjalci ali pa recimo posamezniki vešči dobrega pisnega in ustnega izražanja. Vse te značilnosti jim dajo discipline. Tudi na področju ustvarjanja znanja imamo velike razlike. Ene discipline so namreč bolj eksaktne, druge manj. Ene so bolj uporabne, druge so bolj usmerjene v nezainteresirano ali pa kritično vednost.
Torej, te posebnosti so ključne in bi bilo primerno, če bi jih uspele presoje čim bolje upoštevati. Predpisi namreč na te posebnosti niso občutljivi. V predpisih ne najdemo ločnic med posameznimi skupinami disciplin, ne najdemo ločnic med načini poučevanja, ki jih zaznamujejo discipline. Ne najdemo ločnic med načini ustvarjanja znanja. Zaradi tega pa se, kljub temu, predpisi zanašajo na vas, na strokovnjake, da boste vi s svojo področno primernostjo uspeli nadoknaditi to, kar ni razmejeno in razločeno s predpisi. In ponovno tudi tukaj, da bo mera polna, imamo ob vsej disciplinarni raznolikosti pred seboj še različne koncepte kakovosti, ki so različnim disciplinarnim posebnostim različno blizu. Tako si lahko na primeru kakovosti predmetnika pogledamo naslednje. Predmetnik je lahko kakovosten, če izpolnjuje pričakovanja in potrebe deležnikov. Predstavlja torej nekakšno obliko kompromisa, kjer disciplinarna pravila niso toliko pomembna, kot je pomembno izpolniti zadovoljstvo, pričakovanje različnih skupin deležnikov. Kakovosten predmetnik je lahko rezultat potreb gospodarstva, kriterijev zaposljivosti in tržne zanimivosti. Tudi tukaj recimo disciplinarni kriteriji niso posebej relevantni. Govorim o kakovosti z ekonomskega vidika. Lahko je kakovost predmetnika povezana z odprtostjo in prilagodljivostjo, kadar nas zanima kakovost kot transformacija. Kakovosten predmetnik je lahko produkt dobre organizacije in postopanja po pravilih. V tem primeru, to je ta organizacijski in upravljalski pristop kakovosti, v tem primeru pozornost posvečamo predvsem procesu oblikovanja predmetnika. Kako je bil sprejet, kdo ga je predlagal, čigava mnenja so bila upoštevana, ali je nastal po pravilih. Če pa gledamo na kakovost predmetnika z bolj akademskega koncepta kakovosti, pa so tu pomembna izključno disciplinarna pravila. Dosedanje prakse so pokazale, da ste pri presojah manj pogosto posvečali pozornost vprašanjem disciplinarne posebnosti študija in da ste te posebnosti tudi slabše upoštevali oziroma skromneje. Torej, delež izrečenih prednosti in priložnosti za izboljšanje je bil pri spremenljivkah kakovosti, ki so povezane z disciplinarnostjo študija, izrazito skromnejši v primerjavi s tistimi spremenljivkami kakovosti, ki so recimo povezane z organizacijo in upravljanjem na visokošolskem zavodu. Poleg tega pa, če študijske programe razvrstimo po posameznih skupinah disciplinarnih kultur, v katere se vpenjajo, ugotovimo, da ste bili recimo bolj kritični do študijskih programov z mehkih in čistih disciplin, manj pa ste bili kritični do študijskih programov s trdih in aplikativnih disciplin. In sicer je šlo za takšno razmejitev pri tistih spremenljivkah kakovosti, ki so povezane z izpolnjevanjem pričakovanj in potreb, recimo potreb zunanjega okolja. Kar pa še zadeva občutljivost oziroma vašo lastno občutljivost za posebnosti povezane z disciplinarnostjo študija, pa bi omenil še to, da če smo poročila razdelili na tisto skupino, kjer ste bili strokovnjaki izrecno s področja študijskega programa in na tisto skupino,
kjer ni bil s področja niti predsednik skupine strokovnjakov, niti tuj strokovnjak, tudi takih je bilo nekaj priporočil, ugotovimo, da bistvenih razlik v kritičnosti presoj in v pogostosti obravnavanja presoj ni. Iz tega sem sklepal, da področna primernost strokovnjakov vsaj do sedaj ni najbolje uspela pokriti potrebe, da se pri presoji upošteva tudi disciplinarna posebnost študija. Prehajam še k institucionalnim posebnostim študija. Predpisi pozornost usmerjajo od disciplinarnega ustroja visokošolskega zavoda k njegovim upravnim in organizacijskim posebnostim. Torej, pri presojah se daje večji poudarek sami organizaciji in upravljanju visokošolskega zavoda, vključevanju deležnikov v ta proces in pa daje se poudarek poslanstvu, viziji in strateškim ciljem. Same disciplinarne lastnosti, ki prav tako zaznamujejo institucijo, pa so nekoliko zapostavljene. To je možno razbrati že v predpisih in to se preliva naprej v presoje. Presoja kakovosti izobraževanja, raziskovanja, pogojev zanje in sistemov kakovosti, torej to so pa ti naslednji sklopi, ki sledijo institucionalni presoji in se pač tikajo temeljnih dejavnosti na visokošolskem zavodu, pa se prav tako ozirajo navzgor po organizacijskih ciljih. Torej tudi kakovost poučevanja in kakovost raziskovanja ali pa študija se pogosto presoja z mislijo na organizacijske cilje, z mislijo na strateške cilje. Pravzaprav pa je pomembno, da bi visokošolske zavode gledali nekoliko širše, saj je nanje moč gledati tudi kot na nekakšno cehovsko skupnost, na skupnost študentov, učiteljev in raziskovalcev. In ta skupnost ima svojo zgodovino in tradicijo. Zgodovine in tradicije običajno poslanstvo, vizije in strateške cilje ne zajamejo najbolje, saj so ti napisani v poslovnem jeziku. Ta skupnost ima svojo občutljivo avtonomijo in ima svoj jezik. Ta skupnost je disciplinarno usmerjena in ustrojena. Ta skupnost ima svojo posebno družbeno ureditev, ima svoje položaje, razmerja, boje in statuse. In ta skupnost ima svojevrsten pečat za izobraževanje, ima svojevrstno socializacijsko in subjektifikacijsko formacijo študentov. Teh posebnosti običajno z gledanjem na kakovost institucije skozi prizmo organizacijskih in upravljavskih vprašanj ne moremo zaobjeti. Dosedanje presoje so pokazale seveda večji poudarek na presoji institucionalnih vprašanj po organizacijskih ciljih. Poudarek je bil tudi na vključevanju deležnikov pri upravljanju visokošolskih zavodov. In pravzaprav so se visokošolski zavodi pri presojah pogosto obravnavali kot organizacije, in sicer po dveh tirih. Z ekonomskega vidika, v tem primeru so se visokošolski zavodi obravnavali kot nekakšne organizacije, na katerih tečejo ekonomske transakcije med prejemniki in ponudniki, izmenjujejo pa se storitve. Drugi način gledanja na visokošolske zavode pa je bil na zavode kot organizacije, kjer se vršijo upravno-pravne transakcije, kjer so torej razmerja med deležniki nekako pogodbena oziroma jih urejajo pravila in kjer je ključno spoštovanje in upoštevanje pravic, obveznosti deležnikov in kjer je pomemben red. Manjkal pa je do določene mere ta bolj akademski pogled na institucije, ki pa bi bil nujen za to, da bi bila institucionalna presoja visokošolskih zavodov bolj celovita.